Dragi piloti Airbusov, spoštovani borci za pravice Romov in velecenjeni ustvarjalci džezovske glasbe, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Začenjamo s še eno tragično nesrečo Airbusovega letala. Airbus 310 jemenske letalske družbe je letelo iz Jemna na Komorske otoke. 15 km pred obalo je zašlo v nevihto in strmoglavilo v morje. Po zadnjih podatkih je od 153 potnikov preživela le 14-letna deklica. Nadaljujemo s politiko. Medtem ko prihodnji predsedujoči EU, švedski premijer Fredrik Reinfeldt, poudarja, da sedaj potrebujemo več odziva predlogov iz Slovenije in Hrvaške, če želimo premik v tem ljubkem sosedskem sporu, pa njegov zunanji minister Carl Bildt Sloveniji in Hrvaški priporoča, naj se vzdržita javnih izjav in se za nekaj časa posvetita razmišljanju, kajti včasih je razmišljanje boljše politično sredstvo kot govorjenje. Pa nazaj v domačo mlakužo. Po srečanju s predstavniki romske skupnosti namenjenega položaju Romov v Sloveniji so v poslanski skupini Zares pripravili pobudo, da bi v 38. členu Poslovnika Državnega zbora Komisiji za narodne skupnosti omogočili, da prevzame pristojnosti tudi za obravnavanje romskih tematik. Poslanec stranke Zares Franko Juri poudarja, da so v stranki zainteresirani, da bi zakonodaja, ki zadeva romsko skupnost, delovala čim bolj učinkovito. Italijanska in Madžarska, dve ustavno priznani narodni skupnosti, imata svoj sedež v DZ in njuna problematika je obravnavana na Komisiji za narodne skupnosti, Romi pa tovrstnih komisij ali odborov nimajo. Predsednik sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc v pobudi Zaresa vidi dve priložnosti. Od leta 2007, ko zakonodaje govori, da vsako leto se mora poročati, torej vlada mora poročati državnemu zboru o uresničevanju zakona o Romih, torej 2007 tega ni bilo storjenega, smo malo zaskrbljeni, ker se nam zdi, da nekako najvišji državni organ pravzaprav ne obravnava to tematiko, je zaskrbljujoče. Čeprav zakonodaja to omogoča in mislim, da je prav, da potem preko nekih izvodov, ki jih je gospod Juri tudi predlagal, vsaj mi, ki nekako poznamo tematiko, vemo, kje so zastoji, kaj bi bilo potrebno izpostaviti in kaj predlagati, potem vidimo, da bi preko teh mehanizmov državno-zborskih lahko tudi sami poročali tem, kako in kaj. Po drugi strani bi pa po vsej vrednosti nekako prisilili tiste, ki so odgovorni za to, da dajo svojo verzijo poročila o tem, kaj in kako. Tukaj bi potem našli neko skupno točko. O napadih na drugače čuteče, komentar dneva Urška Sterle. V četrtek 25. junija 2009 je v ljubljanskem Café Open potekal literarni večer gejevske in lezbične literature. Na njem sva se predstavila Iztok Majhenič in Urška Sterle, vodila ga je Suzana Tratnik. Medtem, ko smo širili kulturna obzorja z manjšinskimi pisavami, je skupina zamaskiranih neznancev z baklami in kamenjem napadla kulturni dogodek. Napadalcem je bilo jasno, kdo je njihova tarča, saj so ob napadu sklikali gesla Prekleti Pedri. Ni šlo za navaden barski pretep, pač pa za načrtni napad na prostor gejevskega in lezbičnega združevanja, na prostor kulturnega ustvarjanja in izmenjave mnenj. Nasilje, ki smo ga poželi tistega večera, so tekom let sejali mnogi z javnim sovražnim govorom. Še pomnite, tovariši, poslance državnega zbora, ki pozivajo k linču. Razpitega psihiatra, ki ne bi zdravil zafuranih muslimank in ki bi odžagal homoseksualce, to suho vejo na drevesu življenja. Širnih medijskih planjav, na katere se je vabilo te ljubke, tako zabavne fašiste, ki naj zabavajo obubožano ljudstvo s sejanjem sovraštva. Zaman je civilna družba opozarjala, da bodo nekateri sovražni govor tolmačili kot dovoljenje za nasilje nad obrobnimi skupinami. Po četrtkovem napadu je več kot jasno, da so besede sovraštva padle na plodna tla. Morda se je letos zgodilo prvič, da je javnost v tolikšni meri obsodila homofobno nasilje. Potem, ko se bo ogorčenje nad napadom v Café Open poleglo, potem, ko bodo mediji odstranili kamere in žaromete, ko bo peticija za nenasilje, ki jo podpisujemo v teh dneh, spravljena v arhivu in ko se bo javnost ukvarjala z naslednjo perečo temo, se bo šele zares začela tista bistvena preizkušnja. Čas bo pokazal, ali se bo zgodovina vsej svoji grotesknosti ponovila. V medijih se namreč že pojavljajo že tolikokrat slišani očitki, da geji in lezbike s svojo vidnostjo ogrožamo tako imenovano normalno družbo.
Je morda tokrat končno čas, da v svoje strategije za pluralno družbo vključimo temeljita preizpraševanja o tem, kako omejiti sovražni govor, iz katerega se napaja nasilje? Podajam vam žogico, kajti skrb za prihodnost javnega diskurza je prav tako domena liberalne večine kot obrobnih skupnosti. Nekaj smo želeli povedati. Ali ste nas slišali? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Sinoči je v okviru festivala Lent v Mariboru zaštartal tudi Folk Art Festival. Na Dravskem nabrežju so se veselo sukali mladi iz 7 držav, publiko pa so najbolj navdušili veseljaki iz ameriške zvezne države Utah. Drugi dan jazz festivala se je godlo na letnem odru Gale Hale, seveda Metelkovo mesto. Večer je dišal po vetru, čeprav ni nič pihalo. Razlog Roscoe Mitchell Chicago kvartet in skupinska improvizacija. V nadaljevanju večera je ta isti oder zavzel še Ken Vandermark s projektom Powerhouse Sound, kjer smo bili priča fuziji džezovskega saksofona in udarnih rokovskih zvokov. Že prej omenjeni Vandermark pa kar ni mogel nehati. Za zaključek smo si namreč lahko privoščili še DJ program, Vandermark pa je za to priložnost saksofon zamenjal za Plattenspieler. Še vreme. Vreme je malo sončno, malo deževno, torej ravno pravšno za lov na mavrice. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Lepo se majte.